Sigurno ste slišali za Primoža Rogliča, no on ni. Pa verjetno ste slišali za Vingegaarda, pa tudi on ni. David Richtarič, ultramaratonski kolesar. Čim manj spiš, čim manj počivaš, 20, 25, tudi 30 tisoč sem že delal kilometrov na leto. Eni ne naredijo toliko z avtomobilom. Moja najdaljša dirka je bila dirka okoli Poljske, dolga pa je 3600 km. 7 dni pa 20 minut je bilo. Dobro spal sem, od tega 7 ur sem spal. 7 ur v 7 ur v 7. Na dan recimo porabim menih 10 tisoč kalorij. Kdo je boljši zdaj, Pogačar ali ti? Recimo. Divjo svinjo sem na Poljskem skoraj povozil. Rekel, če jaz smo zdaj že 5 mesecev v krog vozim. Pa ste se? Trpiš na kolesu, res trpiš, res trpiš. Vse jemljem tako, rekel, gledaj, tako je lahko bilo še slabše, mislim. Upam, da boš dokončal, da pripelješ novo medaljo, da ne boš žene klical. Lep pozdrav v najnovejši epizodi Smart Talksa, spet brez Helene, ker je na morju. Danes imam res zanimivega gosta, sigurno ste slišali za Primoža Rogliča, no on ni. Pa verjetno ste slišali za Vingegaarda, pa tudi on ni. Pa za koga, če so se slišali, kaj je zdaj že tale? A ja, za Pogačara, kak sem lahko pozval. Recimo, za Pogačara verjetno ste slišali, ne? Ampak tudi on ni. Danes imam v studiu enega res kolesarja, tako da verjetno prekolesari več kot pa Pogačar, Roglič pa Vingegaard skupaj. Slovenc je državni prvak v ciklokrosu, zdaj kaj to je, vam bo povedal, in pa državni prvak v evropski, to je evropski, European champion v 12-urnem kolesarjenju. David Richtarič, Riki, je z mano, ultramaratonski kolesar, predsednik novo formiranega društva Smart Money Riki Team, prej je bil to samo Riki Team. Danes bo en tak pogovor, verjetno še jaz sam vsega ne vem, nisem imela toliko časa sedeti skupaj, ne. Tako da dobrodošel, David. Zdravo, pozdravljen. V našem studiu. Zdravo. Zdaj, glede na to, da je ura 2:30, ne, si že bil danes na kolesu? Sem bil, pa sem ga malo skrajšal zaradi tega, da sem lahko sem prišel, ja. Koliko si bil na kolesu? Nisem, sem prišel službe zjutraj, ker sem bil nočni, tako da sem bil samo slabi 2 uri na kolesu. 2 uri slabi. Ja. Drugače bi pa bil, če ne bi prišel na V planu je bilo 5 ur danes, ne. 5 ur si imel? Bom pa jutri še malo podaljšal, evo. Wow, 5 ur kolesa, ne. Se pravi, David, ne, tudi ti si po poklicu si vojak, ne? Ja, delam vojske, zdaj že kar nekaj let, ja, mislim, da že 25 leto. 25 let si vojske? Že vojske, ja. In kaj delaš tam? Vojske? Zdaj trenutno delam v operativnem centru. Kolesariš? Kolesarim, sem tudi v kolesarski reprezentanci. Vojska ima svoje reprezentance. Ima svoje reprezentance v okviru športne enote, ja. Tako da sem tudi tam član te reprezentance. In koliko recimo časa si tak dnevno na kolesu, koliko kilometrov na leto narediš? Ja, zdaj lažje nekako reči na leto, ne. Zadnje čase mogoče malo manj kilometrov naredim letno, prejšnje leta sem več kilometrov delam pa zdaj za to bolj kvalitetne kilometre. Tam nekje med 20, 25, tudi 30 tisoč sem že delal kilometrov na leto. 20, 25 tisoč kilometrov, eni ne naredijo toliko z avtomobilom. Nino, koliko ti narediš z avtom? Enih 25 tisoč, ne? Preden gremo naprej, majhna prošnja. Ocenite podcast, lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. Daj mi nekaj povej, od kje ta ljubezen pa želja do kolesarjenja? Kaj se je to zgodilo? Do kolesarjenja, ja. Jaz sem v bistvu do leta 2008 treniral atletiko, rekel polmaraton, maraton, pa nisem bil tako slab. Tudi državni prvak v polmaratonu, sem na 10 km tudi, pa maraton imam recimo 2 uri 28 čas v Ferencah. Potem pa sem v službi vojske spoznal našega, žal zdaj že pokojnega kolesarja Jureta Robiča, ultramaratonskega kolesarja, 6-kratnega zmagovalca Rama, se pravi dirke čez Ameriko. V bistvu jaz sem bil takrat v atletski reprezentanci in sem ga spoznal njega, ko je bil v kolesarski reprezentanci. Potem pa je čisto tako naneslo, da sem bil
enkrat z njim v spremljalni ekipi, ko je štartal 24-urno, rekord na 24 ur je postavljal v Prekmurju. In potem pa me je to čisto zastruplo. Bil sem še potem z enim kolegom. Kaj si bil tam zraven, si gledal? Ali kaj? Ne, pomagaš, v bistvu njemu pomagaš, spremljalni ekipi si jim pomagaš njemu, A, vertep. support mu nudiš, se pravi hrano, pijačo, Aha. oblačila. Nisi to mu daš kolesar? za avto. Ne, nisem kolesar. Nisi že imel cestnega Ne, bicikla? sem imel cestno kolo, samo nisem še takrat čist tako malo kombiniral, ko sem bil poškodovan pri atletiki, sem šel na kolo. Dobro. Pol pa je bilo tako, da sem še bil 3-krat v spremljalni ekipi z enim kolegom, ko še je bila dirka okoli Slovenije, DOS se je reklo dirki, dolga 1100 km. Dos, ja. Ja. Pol pa mi je kar v glavi klik naredilo, z Juretom sem se Zupi? pogovarjal. Ne, ni bil Ni Zupi, bil je pa Damir. bil Župec. A, Župec, Ja, aha. Župec je bil, ja. In pol je neslo tako, ja, da sem zadnja oktobra sem še v maraton Firence odlovil svoj najboljši čas. Odločil sem se pa potem, da od januarja do meseca maja, ko je štart te dirke okoli Slovenije, Ja. presedlam na kolo. Se pravi 6 mesecev, 5 mesecev dobrih na kolo, presedlam, štartam to dirko okoli Slovenije, pa spet nazaj začnem atletiko trenirati. Aha, okay. Potem sem to dirko okoli Slovenije ful dobro odpeljal, zadovoljen bil, sem bil 8 takrat brez kakih koli. je bilo tekmovanje takrat? Tekmovanje, prav tekmovanje je bilo. Mislim, da je bilo 15 let zaporedoma organizirana ta dirka. To je bila ena izmed prvih dirk organiziranih v Evropi, teh ultramaratonskih dirk in je ful vredna organizacija. Čakaj, kak je bil takrat format te dirke? Takrat je bil tak, da takrat je bilo okoli 50, 60, 70 tekmovalcev že štartalo, je pa v bistvu štart je bil v Postojni in cilj v Postojni obkrožil si Slovenijo. Ampak to ni bilo pauze, to se To je dan in noč. To vozil. dan in noč non-stop je bilo, non-stop, ja. Mislim, da čas je bil tam okoli 58 ur, je bilo za teh 1100 km in si non-stop. Brez spanja? Brez spanja, brez vsega, ja. 3 dni. Ja, malo manj kot 3 dni je bilo to, ja. Zraven sem imel spremljalno vozilo, spremljalno ekipo, tako sem prej že rekel, ki ti nudi support iz avta. To bilo. Ja, pol pa je bilo tako, da tam je bil tudi organizator dirke okoli Avstrije, ki je tiste leto prvič organiziral in me tam srečal, povedal, če je prišel tisto dirkat voziti in potem sem res še isto leto do avgusta podaljšal to, štartov dirko okoli Avstrije, ki je še daljša, 2200 km dolga. 2200 km. Ja. V eno. V eno. Se pravi, ultramaratonski kolesar pomeni, da ne stopi z kolesa. Čim manj. Čim manj stopiš. Čim manj stopiš s kolesa, Ja. čim manj spiš, čim manj počivaš. Cilj je, da priješ čim prej v cilj. No in potem sem zmagal to dirko okoli Avstrije, tisto prvo leto in to je bila pika na i, konec me zastruplo in sem začel. Zanimivo. kolesariti, Koliko ja. je bila najdaljša dirka, ki si jo prevozil, brez da si stopil s kolesa? Ja, moja najdaljša dirka je bila svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu, res Round Poland, se pravi dirka okoli Poljske, dolga pa je 3600 km. 3600 Ja. km. Koliko je to ur bilo? 7 dni pa 20 minut je bilo. 7 dni, dni 20 in minut, 20 minut. Ja. Na kolesu. Na kolesu. Dobro, spal sem od tega, 7 ur sem spal. 7 ur v 7 ur v 7 7 Se dneh. pravi, 7 ur pa mislim, da je bilo 25 minut nekaj takega. Ja. se pravi Prva 2 dni na nič, dan. Aha. prva 2 dni nič, prva 2 dni noč in dan kolo. Potem pa sem začel z uro pa 15 panca, mislim, da 3-krat Pa je to bilo to. spanec. Je spanec. Je? Je tisto padeš za kolesom, rekel in res že v zraku skoraj Se pa zaspiš. kaj v dresu spiš? Ja, dreso. Se pravi, v tistem istem dresu? V tistem istem dresu, ker ti, ko si tako utrujen, padeš s kolesa, najboljše, da res takoj zaspiš in ko zaspiš, potem spiš, ko te zbudi ekipa, se zbudiš in takrat te oni preoblečajo, pa vse skupaj pripravijo za naprej. Aha, se da pravi, greš muker spat. Ja. Tako se neko ura pa 15 panca maksimum, to pa zaradi tega, če bi šel 2-3 ure spat, bi se ti telo čisto ohladilo in ne bi več mogel na kolo iti potem po toliko Pa se odpočiješ v uri pa 15. Ne spočije si nič. Ne. Zato pa tudi prakticiramo zelo malo preko teh dolgih spancev, uro spanca. Ne. Več prakticiramo te power napese, kratke spance. 20 Sprej, to so še krajše, to so spance samo 4 do 7 minut. Ne. Okej. To pa zgleda tako, da ko si res že čist v transu na kolesu, te ekipa da dol z kolesa, se vsedeš v kombi, samo kar nasedeš, ozočali z čelado, vsem skupaj, zaspiš in potem te kar cukne naenkrat isto, pomeni, ko padeš v tisti trans, mislim, notri je dovolj spanca, se zbudiš, vstaneš, greš z avta, skoraj več ali manj vedno sam staneš, greš z avta spet na kolo, pa dalje voziš. Pa kako dolgo imaš pol dovolj energije? Čisto odvisno. Po noči malo manj, po dnevi pa malo več, ne. Noči so problem, ja. Tu pri tem power nap spancu je v bistvu samo glava, možgani, da se ti Kako si to malo naštudiral? spočijo. To je, kje si prebral? Ali? Je nekaj bilo prebrano, pa nekaj s pogovor z drugimi temi ultramaratonskimi kolesarji, več ali manj pa vidiš sam, kaj tvojem telesu paše, nekaj tebi najbolj paše in potem na podlagi tega
pač to delaš. Kako bi jaz lahko to uporabil v vsakdanjem življenju? Ker včasih se mi zgodi, zdaj veš malo po 50. letu, da v kakšen power nap rabim tu v pisarni. Probaš, probaš na stolu. Res mi paše to. Sam jaz 21 minut. 20 minut, a to je že preveč. Zaprem oči in potem imam čist drugo energijo. Ne. Da 4 do 7 minut. Ne. Ja. Zdaj, recimo, največji problem je s tem spancem ravno proti jutru, vedno tam, ko se začne daniti, od 4 naprej, recimo od 4 do 6, saj te že prej muči, 12, enih sem takrat, če boš šel takrat spat, če imaš celo noč skoraj pred sabo, zato pa ti daljši spanci se ravno takrat prakticirajo najbolj, ko se začne daniti, kot je najtežje, ko začne sonce goriti, pa takrat to... Daj mi povej, kaj je bolj naporno pri eni taki 7-dnevni dirki? Je to bolj mentalni napor, bom rekel, emocionalni napor ali fizični napor? Ne, definitivno mentalni. Fizični napor, ja, bolite vse že, oguljen si vse posod, bolite vse noge. Ali lahko to natreniraš fizično? Ja, fizično natreniraš, ne samo določene stvari, potem, ko pride do neke meje, tisto telo, ne vem, vse sediš 7 dni na sedežu, brez nekih posledic tam spodaj, sigurno ne gre, ne pač to bolečino, rekel nekako, greš čez to bolečino. Tisti mentalni napor, glava, možgani, ono, kaj se ti dogaja v glavi, ne, pa zakaj mi to treba, recimo, zdaj ste tu, še 5 dni sem tu, zdaj zafrkavo na kolesu, ne, pa to presen maratonov je 2 uri, pa pol bilo konec, ne, zakaj mi to treba, pa ne, one spremljalne ekipe v avto zunaj dežuje, oni so na toplem, smejijo se, zabavajo, jaz se pa tu zunaj zabavam, pa to. Dostikrat gre v tisto smer negativno razmišljanje, pa to vse skupaj samo ful so nihane, recimo, res ne, včasih ti je tako težko, ne misliti, ne da, pol pa se ti kar enkrat odpre, pa ne, od nekje dobiš tisto moč in gre dalje, ne. Da, ne vem, sam ne znam povedati točno, kaj se ti dogaja. Ja, zato sem te povabil, ne, zato, ker zamislim, evo, predstavljaj si zdaj, ne, na biciklu si, ne, boli te rit, ne. Verjetno še kaj druga, kolen, ne vem. Roke, noge, mrzlo včasih tudi, ne, če greš. Zebe, ja, hrib ti je vroče, zašvicaš, piješ na višino 2000 metrov, se oblečeš, prazen si energije, nimaš več, še enkrat bolj zebe, ja, trese te na kolesu. To greš, koliko je tu višincev pol. A čisto odvisno kakšna dirka, ne, zdaj recimo Avstrija 2200 km dolga je 30 000 višincev, ne. Koliko? 30 000 višincev. 30? Ja, samo to je v 2200 km. Zdaj sem bil recimo ravno 2 dirke, sem zdaj imel, ko sta res gorski, res Cross Alp pa Ultra Dolomitika, je krajša dirka 525 km dolga, dirka je 12 prelazov v Alpah, pa recimo 14 000 višincev, ne. 14 000 višincev. Recimo Ultra Dolomitika, 22 prelazov v Dolomitih, to so vse prelazi čez 2000 metrov visoke, 22 prelazov pa 20 000 višincev v 700 km. Ne. To pa res, samo gor dol, ne. In ta dirka je včasih celo težja, kot ona tista 2000 km dolga. Ja. Mislim, meni je že na Pohorje težko preleziti, ali pa če na Pagu se vozim na oni tekmi, veš, ko gremo mi skupaj, kot moj zajček, nekaj ste. Tisto, ko gremo premalo časa, da bi se lahko take stvari pomenile. Ja, takrat nimamo časa, ne. Ampak to, ne, že 1700, 2000, pa reč, več kot 1800 višincev nisi nikoli prevozil. Ti? Ne, v 100 kilometrih to. Ja, pa ne samo višince, tu je problem tudi druga stvar, ker je hrib gor, saj sam veš, ko greš hrib gor, imaš puls nabit, ne vem, si kdaj jedel kaj hrib redko, kdaj ne moreš jesti hrib, ne moreš jesti, moraš pa jesti, ne. Ja. In ko priješ ti na vrh hriba, takrat še si vedno na obratih in takrat mogo nekaj ti pojesti, da potem, ko dol pelješ, v bistvu prežvečiš to vse skupaj, da imaš potem spet energijo za drugi hrib, ne. In to je največji problem umetnost tega hrane, ne, ti moraš energijo vnašati, tu kuriš kalorije nenormalno, recimo in koliko kalorij porabiš na take dirke? Na taki dirki, ne vem, računaj na dan, recimo, porabi menih 10 000 kalorij pri takih, recimo, ja. 10 000, nekaj približno, ne. Pa koliko jih pa vneseš? Odvisno to od vročine, mraza, pa tega vse skupaj. Koliko jih vneseš? Enkrat manj skoraj. 5? Nemogoče vnesti. To je veliko. Ja, nemogoče vnesti več, ne. Skozi kaj? Dobiš nekaj s pijačo, nekaj z geli, s ploščicami. Nekaj moraš pa pojesti, ne? Točno tako, ker želodec imaš prazen, ne. Zdaj sem imel problem, recimo ravno v Alpah je bilo ful vroče in samo pit pijača mi dišala. In me želodec je napihnil vse skupaj, mislim, žejen sem bil nenormalno, potem nisem mogel jesti, ne. Ja, jem tudi drugače, sam si delam, ne vem, te riževe ploščice, si delam sam, potem sendvičke take male, da dobiš za avta, si daš v usta, pa kar zgrizeš, ne. To so vse v bistvu male stvari, ki jih lahko daš v usta, da nimaš sendviča, ne moreš tako jesti. Pa po večkrat dobiš to vse skupaj. Potem pa probam vsaj enkrat na dan, da je nekaj toplega, se pravi neke testenine,
kaki krompir, kuhan, jajca, pražene. To vse dobiš v jogurtovih lončkih, z avta ti dajo, si stisneš med vožnjo v usta, pa ješ, ne. Zanimivo, recimo dirka okoli Danske, 1800 km, tam sem pojedel, mislim, da v 47 ur sem imel, pa sem pojedel, mislim, da 40 jajc, praženih jajc, recimo, samo jajce so mi dišali tam, ne. Spremljalna ekipa ti takrat to pač pripravi, ne. Koliko imaš ljudi v spremljalni ekipi? Zdaj recimo sem imel samo 3 ljudi, ker tiste dirke, tako bom rekel, nekaj, ko trajajo 2 dni, so dovolj 3 ljudje, pa eno spremljalno vozilo, vse kaj pa je daljše potem, tam recimo nad 1000 km, pa že fajn med 2 spremljalni vozili, zaradi tega, ker 2 spremljalni vozili, pa vsaj 3 ljudi v vsakem avtu notri, ne, da se spremljalna ekipa tudi menja. Se pravi, Eden mora voziti. eden ti hrano meša, eden navigira določene stvari, ne vem, za oblačiti, pa take stvari skrbi. 3 morajo vedno biti v avtu notri enem. Pol pa se tudi na 8 ur, pač nekako smo tako ugotovili, da najboljše se na 8 ur menja ta spremljalna ekipa in tista ekipa, ko je pa še tako, to nisem povedal, spremljalna ekipa v tem vozilu, več ali manj, vedno mora voziti za tabo, ne, zadaj. Za tabo, da ti je veter. Zadaj, za tabo vozi ravno zaradi tega, da ti nudi support, pa vse skupaj, pa po noči tudi zaradi tega, da te varuje, ne, ker dirke pa potekajo vse v odprtem cestnem prometu. Ni zaprto. Ni zaprto, ne, ker to so take dolge razdalje, ne mogoče zapreti tako cesto za dolgo časa, pa tudi razlike med tekmovalci velike potem postane. Koliko je takih norcev, ko si ti, da gre na eno tako dirko, ne vem, okrog Poljske? Ja, zdaj recimo tu okrog Poljske nas je štartalo, mislim, da 40, ne. Iz celega sveta? Celega sveta, ja. Zdaj recimo v Avstriji je dosti več tekmovalcev, ker je pač dosti bolj znana dirka, pa tudi več različnih dolžin je, ni samo ta dolga 2200 je tudi manj, pa potem imaš tudi recimo dvojice, četvorke, osmerke, vozijo, se menjavajo. Potem imaš tudi brez supporta, se pravi, da imaš vso opremo zraven, to je zdaj postalo zelo moderno. Dosti cenejne. Aha, da imaš sam? Sam, ja. Pa nimaš kombija? Zdaj ravno poteka dirka Nordcap, se pravi z Finske do Grčije, dolga 5000 km brez supporta, samo brez supporta. In ne smeš ga imeti? Ne smeš ga imeti, ne, ti imaš vse stvari na kolesu, sam se ustavljaš, ne vem, v trgovinah, bencinskih pumpah, se spiš, kje pašeš, se oskrbuješ. Kak se te dirke reče? Mislim, da Nordcap je naslov za Transkontinental, res je tudi ena taka dirka, ne. Ampak pravilo, da nimaš supporta je kaj je to? Pravilo, da ti noben ne sme nič pomagati, tudi pomoči ne smeš od drugega vzeti, recimo, da bi ti pomagal. Kolo popravljaš sam, flikaš, vse delaš sam. Hrano se sam nabavljaš, pijačo, imaš več bidonov, gor pač teh torb pa tega. To je zdaj dosti cenjen zaradi tega, recimo ravno to dirko je zdaj štartalo, mislim, da 350 ljudi je štartalo to dirko, ne. Dobro, eni so taki, ki res tekmujejo, eni so pa taki, ki jim je to pač samo potovanje doživeti, da pride do konca, ne. Eno je tu tekmovati, eno je pa tu prevoziti to, ne, sigurno. Ja, mislim, da če že prevoziš, je kar vredno. Eni to grejo, ne vem, bom rekel na pamet 200 km na dan, pa spijo normalno, bom rekel 8 ur, ne. Eni pa to 500-600 km na dan vozijo, pa spijo 1 uro na dan, ne. Se pravi, štart in na cilju zmaga tisti, ki je prvi, ja. In te dirke brez supporta. To je ultramaratonsko. Ja. A skup štartate? Različno. Včasih na določenih dirkah se skup štarta, včasih pa posebej, ne, oni prej, mi pa za njimi potem. Zdaj recimo te dirke, kaj so same dirke brez supporta, ko mi ne štartamo z supportom, tu je tako ponovadi, da na taki razdalji recimo dajo 6 kontrolnih točk in važno je samo, da priješ na tiste kontrolne točke, vmes pa si traso ti sam izbiraš. Medtem ko te dirke z supportom, to kaj jaz dirkam, tu pa je trasa točno določena in dobiš GPX file, si naložeš na Garmin, se pravi na števec in potem po tistem traso vodiš. Imaš tudi sledenje, se pravi, dobiš vsaki sledilec zraven in tudi potem je aplikacija, kjer lahko vsi gledalci pa tudi sodniki vse spremljajo vsakega tekmovalca, kje je šel, ne, pa potem tudi gledajo hitrosti, da ne bi kdo švinglo, recimo, če bo se kdo 50-60 po ravnem peljal, vejo, da nekaj ni vredo, ne. Rdeči karton, diskvalifikacija. Zakaj to ni bolj gledano tako Tour de France, ne? Zaradi tega, ker to traja, ker ni zanimivo, traja predolgo. Mislim, Tour de France traja 21 dni, to pa 7. 21 dni, pa to po 4-5 ur, ne samo na dan. Ja, to pa je res. Pa še to, se recimo Slovenija spremlja mislim, predvajati se zadnje 2 ure, ne.
ko se dogaja. Ja, to bi bilo zanimivo gledati, ne, nekaj takega. Ne. Kako za koga. Ja, kak za koga, mislim. To moraš, evo, povabim te enkrat spremljanje ekipo zraven. Lahko gledaš 24 ur na dan, spremljaš z avta ven, pa vidiš, kako to zgleda. Po moje bolj trpi oni, ko zadnje vozijo. Sem se sam to skužil. Koliko to ti se, ja, preveč, kaj, koliko se. Glej, lahko ti povem primer, ful zanimivo, recimo, meni je vojska pomagala, zdaj 3 leta mi je vojska fest pomagala, zadnji 2 leti več ne toliko, ker se pač določeni ljudje so menjali na tistih visokih položajih in sem imel zraven, 2-krat sem štartal to dirko okoli Poljske, pa dirko okoli Danske, takrat sem imel, se pravi, ljudi iz vojska zraven, se pravi, službeno. Dobil sem tudi vozila v službi, ljudi zraven, ki mi je trebalo dopusta dati, tako da v bistvu sem imel, rekel, res pokrito vse, tudi nisem sam skrbel za logistiko, vse sem skrbeli oni, 12 ljudi sem imel zraven, ker pač si lahko privoščil, takrat bom rekel, in točno določen, en je bil mehanik za avto, en je bil mehanik za kolo, en je bil zdravstveni tehnik, se pravi za pomagati, en je bil kuhar, en je bil prav logist varianta, tako da sem imel vse pokrito, ne, in na tako dirko s takimi ljudmi, s tako ekipo je ful vredo, ne. Pa preko si rekel to, da je naporno za spremljanje ekipo, res ful je naporno. Predstavljaj si ti 7 dni biti v avto, v tistem malem prostoru z 30 km/h, 50. z 4-5 ljudmi notri v tistem avtu. Dobro, vse ko počivaš, ti moraš iti 150-200 km naprej, greš, samo to tudi traja en čas, da se premakneš naprej, potem mogoče v teh 8 urah 2 urce nekaj odremaš, prespiš tam, najesti se moraš, pripraviti so robo potem za sebe, pa za mene, ko grejo naprej, ko me prevzamejo, ne, in jaz pravim, vem, da eni, recimo 2 sta imela ful probleme, potem tudi, ko smo prišli domov, en je po noči kar ne vem ženo med spanjem, tam začel nekaj daviti, pa ja, take stvari, mislim res. Noč ne more. Noč ne more, prav, ja, ne, potem ta vodja je sanjal, recimo, da me avto mene povoza, pa tudi, da sem izgubil, još pa take stvari, mi rekel, res ti ostane ti nekaj noter, ja, ni tako enostavno v glavi, ja. Pa določene stvari tudi vidiš na dirki, neko, recimo, na Poljskem smo vsako leto videli smrtno žrtev, recimo na enega motorista pred mano je avto zavil pred njim, ga pred mano padel dol, ne, potem enega so povozili, pešca tudi pred mano, pa take stvari mislim. Kako pol pelješ dalje? Ja, ta motorist, če me zdaj, ga imam vedno v glavi notri, mislim, težko je, ne, jaz se skupaj te stvari. To je ravno prej Aleksander bil tu, mogoče bi ti lahko pomagal tega motorista, on zglaje spravi. Samo ukvarja, ker to je lahko kar muka, ne? Ja, če imaš tako. ful, res, ja. Imaš določene stvari tako. Ali pa ga parkirajo tam nekaj, ne. Ja. Vidiš, koliko kilometrov je dolgo traja in tu vidiš res ogromno, ne. Kako se pa pripraviš recimo na take dirke? Zdaj si rekel, da greš spet v Avstrijo? Ja, zdaj imam na svetovno prvenstvo v Avstriji, ta dirka okoli Avstrije svetovno prvenstvo, zdaj že 5. štartam, to je to, ja. 5. štartam, v bistvu 6. Enkrat sem bil 1., 2., potem pa 6., pa 8., enkrat sem pa dvojice vozil. Zdaj pa grem sam spet solo, ja, tako da, zdaj sem treniral ful hribe, ker sem pač 2 taki dirke štartal, zdaj pa pač malo daljše treninge sem začel delati, zdaj imam še v petek, ravno naslednji petek imamo še en nočni trening tudi za to spremljalno ekipo, 12-urni trening, mislim narediti tam v Jeruzalemu, to je zadnji en taki trening, malo daljši. Je pa res, da zdaj sem si en teden vzel res čist pauze sem si vzel, nič, ker sem bil res, bom rekel, utrujen od teh hribov pa vsega skupaj, pa zdaj vidim, da je to dobro, da sem naredil. Alpe sem vredo odpeljal, Dolomite pa sem že čutil utrujenost, ker je bila 12 dni samo med obema dirkama, ne, razmika in ja, ne moreš zdaj, bom rekel, pač 2200 km dolgo dirko štartam, pa bom rekel, zdaj pa šel 1000 km trenirati, ne, v enem šusu, nima to smisla, ker telo vseeno rabi regeneracijo, počitek pa vse skupaj. Moraš pa biti, ja, na kolesu čim več, ne. Pa ni to zdaj nekom rekel, da boš obračal na 300 vatov, ne, to obračaš, ne vem, tam do 200 vatov. Koliko imaš vate povprečje, ko voziš? Na dirke? Ja. Ful zanimivo, ja, od začetka se moraš prav bremzati to narediti, ker zdaj, če prvi dan nekam zdivjaš, kaj boš potem naslednje dni delal, samo obračal, ne. Padejo vati potem definitivno, pa ne, vati niti ne toliko, bolj pade srčni utrip, ne. Potem 2., 3. dan, 4. dan sploh, ne vem, srčni utrip težko dvigneš čez 110 recimo sploh, ja. Voziš ful z nizkim srčnim utripom, res. Kako? To, ne vem, enostavno ful nizki srčni utrip, ne. Res. In to samo melješ? Ja, melješ, ja, moraš potiskati vseeno, ne, ker če samo melješ, mislim, ja, važno je, da si na kolesu, ne. Kako se ustaviš, veš, kako gre od minute, ne vem, se 10krat staviš po minuto, 2 minute,
se nabere čas, ne, pa v tolikih dneh je to vse oni mrtvi čas, ki ti šteje v dirki. Ampak vseeno je to tekmovanje, ne? Ja. Kako zdaj ti znaš oceniti v 7 dneh, koliko moraš hitro voziti v hrib, pa v ravnino, pa v katerem ovinku pritisni, da boš unga, Avstrijca, pa Poljaka nesa. Mislim, Veš, kak je, dosti je taktike. ker ni vaš skup, ne? Ja, Zdaj, če samo gledaš je, zato Tour de imaš France, ne? tudi spremljalno ekipo in dosti je tudi taktike. Ravno prek tega, ko se spremlja, se pravi prek GPS-a, ti vidiš vse točno, kje je tekmovalec, kdaj stoji tekmovalec, koliko je počiva tekmovalec, kdaj je štartal, vse vidiš. In to ekipa spremlja skozi, ne v avto Aha, se notri. pravi, ta in te ekipa mora biti malo taktično tudi usposobljena. Točno tako, ne. Če so videli, recimo, on se je zdaj vstavil, ne, si ti pred njim malo vstavil, bo šel mimo, ne, 1 uro, 2 ure naprej od njega se boš potem vstavil, recimo. Pa vidiš, kako dolgo on spi, on še vedno spi, A to ne. vidiš tam? Vse vidiš tam prek tistega. Ja. To zelo dobre aplikacije so zdaj. To ni to samo aplikacija, da piko vidiš. Tam vse vidiš točno, kako hitro vozijo oni. Recimo, pogledal, kako hitro sem jaz vozil ta odsek, pogledal, kako hitro oni vozijo ta odsek. Ne. Aha, on je hitrejši, toliko malo boš mogel pospešiti. Tu je full taktike. To pomeni, da je od ekipe full odvisno. A oni s tabo lahko komunicirajo? Ja, 50% je mojega uspeha, 50% je pa njihovega uspeha. Jaz vedno tako rečem. Gled, če ne bi njih imel, nisem nič. Ne. Ja, komuniciramo pa zdaj na teh daljših dirkah imam radijsko povezavo, tako kako imajo ti profesionalni, v bistvu, da se lahko jaz njim nazaj govorim, pa oni meni govorijo. Ne. Od začetka smo imeli, še takrat, ko še sploh ni bilo teh GPS-ov, takrat so obstajale potovalne knjige, roadbooki se je reklo. Recimo za dirko okoli Avstrije, to je bil taki roadbook. Notri je bilo vsako križišče, in tam pa je ekipa res mogla delati. Pa deva gledati. Ja, obračati in točno kilometre so pisali, slikica je bila tudi včasih zraven, zdaj to križišče in so mi potem smel zgore zvočnik, pa mikrofon oni in so mi prek tistega zvočnika navigirali. Čez 100 metrov zavij desno, ne. In sem potem čez 100 metrov zavil desno, ne. Stop, ja, točno, tako več do tega prišlo. Ja, ne ta izvoz, on je izvoz, ne pa to. In, ja, včasih je to bilo in ekipa mogla skozi biti budna, pa tisto spremljati, pa gledati, ne. Takrat smo prek tega zvočnika, pa tudi takrat smo imeli muziko, recimo prek zvočnika. Imaš muziko v kombiju od zadaj? Prek teh zvočnikov sem imel muziko. A zdaj, ko greš na dirko, lahko špila? Lahko sem zdaj dosti kje že, recimo, ko so kakje ti zavarovana območja, to, kaj so nacionalni parki, pa te stvari, pa to pa noči, recimo, ne smeš več imeti ali pa čist tiho, ne. Tako da zdaj imam rajši celo že slušalko v uhi, pa takrat poslušam. Kjer muziko so ti najbolj vrteli? Golica? Ja, ful mi pa še čisto z ene skrajnosti v drugo skrajnost. Take stvari, recimo Golica, pa to, ne vem, pa za Franci, to te po noči veš ful dvigne, ne. Res. Včasih te taka neka muzika dosti bolj dvigne, ko ona neka taka. Ful čim več različnih, pa z ene skrajnosti v drugo skrajnost, veš tisto, da te preseneti, pa to, ne. To te zbudi. Da si buden, da si tu. Točno tako, ja. Te pravi, muzika pomaga, ne? Pomaga, ja, muzika, ja. In ja, po noči je problem. Zdaj pa potem se tudi mi recimo samo postajo, da so oni meni govorili, pa jaz nisem mogel nazaj jim govoriti, ne. In to se je dosti kar dogajalo, so mi nekaj govorili, on mi je bral nekaj, eno, drugo, tretje, jaz nisem nič nazaj rekel in on ni vedel, ali sem jaz buden ali nisem buden, ne. Ker to po noči, jaz se polnoči sigurno na dirki ne spomnim, vsake noč, ker v tistem transu voziš in on je mi govoril, jaz sem pa že spal skoraj na kolesu, ne, tu pa moram jaz nazaj več povedati nekaj in sem takoj rekel, da sodelujete. Da on vidi, da si tu. Ja. Se pa tudi že kontra zgodilo, veš, recimo. Da so oni zaspali. Ja, smo se pri okni pogovarjali, ne, ker recimo pijačo potem je pri okni, vem se dajo z avta, pa lahko tudi 1 minuto se poleg tebe vozi vsako uro, ne. In smo se pogovarjali z njim, pa to se pogovarjali z njim, pa je on poleg mi zaspal v avto in notri se z mano pogovarjal. Tako da ja, glej, tu je toliko stvari nekih. Ker mislim tudi nevarno, če tako gledam, mislim, se tudi neki Tour de France je nevaren, ne. Ja. Ampak tole tu je, ja, saj so smrtne žrtve, tudi tu recimo, dosti krat so tudi že recimo zadaj spremljalni avto, oni zaspal notri, pa je povozil spredaj kolesarja, ne, ali pa tega vsaj zbil dol, pa kaj nekaj, to se je tudi dogajalo, že dosti krat, ne. Če ne smeš pa voziti za drugim kolesarjem, za veterjo, ne? Ne, to pa je določeno, 1 minuto tudi lahko kolesarja, če se sreča, da skupaj vozi, da se pač nekaj poveš par besed, pol pa mora biti 50 metrov vsaj razmika, ja, kolesarjema. Pa to je recimo, zdaj tudi kolesa različna so za to, ne. Jaz imam ponovadi 2 do 3 kolesa zraven, eno je kronometrsko kolo, se pravi za ravnine tiste pa to, eno kolo imam tako, bom rekel isto, pa imam tiste aerobare še posebej gor, eno pa imam bolj za hribe kolo, ne. Tudi rezerva, da je. Zdaj pa je tudi po noči problem, recimo, ko si ti na aerobarih, veš, naslonjen, se ti še bolj spi, ne, ker si v tistem take pozi za spanje, ne. Tako da dosti krat to, kar začneš žugati, ne, ti zadaj začne trobiti, pa to se zbudiš pa dalje, ne. Je nevarno, je to, ne. Ni se pa mi še res ne zgodilo, da bi padel, da se zaspal, ne.
pravim, v tistem transu obračaš, vseeno se premikaš, ne, da ne padeš. Je to neke meje premaguješ. Ne? Recimo to jaz vidim, dobro 7 dni, da greš enkrat, ne? Ampak da pa se s tem ukvarjaš. Pa da, ne? Tako, jak si prej rekel, se vozim pa sprašujem, zakaj. Pa daj povej mi, zakaj. Ajde. Saj ne vem, zakaj. Kaj te žene? Kaj se ti je Glej, zgodilo v otroštvu? Da moraš to početi. Ni lepo otroštvo, niso to nekaj za onem rekel. Ja, kaj? Nagrade sigurno, ne, ker ni nagrade. Ne, Ne, pa denarja ni. Denarja ni, denar samo daš, glej, Denar daješ. Ne. Ja. Ja, Denarja ni, ok. Zdaj da si slavn, ne? tudi ni nekaj Ko to znam Vingegaard slavne, pa ko glej, Roglič pa to- nimaš nič od Nič, tega. ne. Ne, to. Kaj je to, da... Volja tista, ne vem, da ne vem, v glavi imaš vedno tisto, ne vem, koliko sem mogel trenirati, koliko sem se odrekel vsemu, ne samo treningom, tudi druge stvari, ne vem, tudi družina, eno, drugo, tretje živijo s tem, ne. Gremo na dopust, jaz imam vedno kolo zraven, ne vem, mi večina dopusta imamo po zimi, gremo na Kanarske otoke s tem namenom ravno, da jaz treniram tam, ne, pa vedno nekako skombiniramo, potem ne vem, smo popoldne skupaj, ne, ali pa tako da. Zdaj že žena tu počasi malo začela kolesariti, prejšnji Ja, teden, res. ravno bila na Pokljuki par dni skupaj, jaz smo. Da nehaj. Da. No, ker se ravno družino omenil, to je ogromno odrekanje. Mislim, jaz zdaj nisem neki kolesar, ne, pač, ko pa kolesarim, pa ti tako ali tako delsta 2-3 ure. Ne. Ja, minimum je, gledaj. Zdaj, ko če ti narediš 20-25 tisoč kilometrov na leto, ti si na kolesu povprečno na dan 3 ure. Dosti, ja, dnes je približno toliko, ne. Ja. Je pa res, da zdaj tudi rekel, si vzamem tudi proste dneve, ko si jih prej nisem imel za regeneracijo, ker starejši sem rabim več regeneracije, sem pazil, me pa še ne vem, dan, dva tudi prosto vzeti. Pa tudi službo sem zdaj 2 leti nazaj menjal, druge delam zdaj v tem operativnem centru, tako da imam v bistvu tudi ših, drugače imam 2 dnevni, 2 nočni, potem pa proste dni in mi ogromno pomeni tudi, pravim, tudi po nočnim, lahko grem na trening, mi rekel, skombiniram to, tudi mogoče malo nočne, mi dajo tisto nočni trening, variantam rekel, ne vem, grem po nočni takoj na trening, pa tak ne. Moraš Tako služiti da to, hoditi, ne? ja, prej je bilo dosti težje, ko sem 8 ur na dan delal, pa še mogo trenirati. Popoldan. Pa še mogo trenirati ni bilo zraven, doma? ja, točno tako. Po noči Ti je kdaj praktično žena sem začel. učitala, več si na biciklu kot na meni? Po urah. Krat ali po Po urah? urah Ja, po urah si. sigurno, ja. Ne, glej, res ful v redu, imam ženo, nimam kaj reči, Sem zdaj jo rekel. spoznal, mislim. Ja, pride včasih do malo, samo tak na lepi način mi te reče, Ja. mi da vedeti, da glej, zdaj pa malo nekaj stop stavi, ne. Tako da ja, ne, drugače pa super. Ja, pa zdaj pravim, kupila smo električno kolo tudi, gravel kolo električno, In se tako skupaj da vozite. se skupaj vozimo, moram jaz tudi včasih hribe malo iti, ko ona da tam na turbo, ja. Tako da ja, ne, sem ful vesel, ja, zdaj, da To je dobro, glej, ja. gremo malo, ja, tako. Ja. Pa hčerka je zdaj že malo starejša, koliko je prej je zdaj bil stara hčerka? 15 let za Ja, gre saj je srednjo tako šolo, naša, ja. joj. Zdaj je v redu. Rekel je, mislim, so druge probleme, samo preko bi bila manjša, pa pač varstvo eno, drugo, tretje vrtec je bilo čisto drugače, ne. Zdaj pa vseeno malo drugače, ja. Ja, čujem, zakaj pa recimo, so profesionalci v tem, da bi rekel, da samo tega živijo? Ja, to možno sploh? Je, 1, 2, 3 so, recimo, ne vem, naš Slovenec Marko Baloh, recimo, je tudi starejši zdaj že malo, kolesar, on je začel s tem tudi pri nas, takrat, ko Jure Robič, že mislim, malo pred njim. On praktično zdaj živi samo tega, rekel, on je v Ameriki, je ful znani, vsako leto gre na to dirko čez Ameriko, zelo znano Ramja, točno tako. In on ima recimo par ljudi, ki jih trenira, ne. On trenira te ljudi in živi v bistvu od tega, kaj jim piše plan treninga, potem tudi z njimi gre na določene tekme. Tako da, ja, potem dosti jih tudi recimo ima predavanje, to mentalna predavanja, eno, drugo, tretje, ne vem, izkušnje, pa take stvari. Težko je živeti od tega, mislim, če se znajdeš, pa nekako, da imaš neki krog ljudi takih, ki te malo, rekel, naprej tiščijo, pa to skupaj se tudi da, ne. Kaj pa ti si sam delaš plan prehrane, pa tekmo, ja. taktiko? Par let sem treniral, me je treniral Igor Kopše, ne. Takrat sem se dosti stvari naučil, pri njemu pa z njim, pa to skupaj glede prehrane, glede treningov pa tega. Ja, sem pogotovil, da najbolj mi nekako paše, da si sam plane delam treninga. Delam pa tako, delam si malo dolgoročen plan, se pravi, če celo leto si naredim, eno leto prej plan, kaj bom treniral, potem pa si delam 3-mesečni plan, ne. In potem tisti 3-mesečni plan delim še potem na tedenski plan, ne. Da. Pa na dnevne. Pa na dnevni, ja. V bistvu tistem tednu potem nekako tedenski plan imam več ali manj, pa če se kaki dan mi kaj zalomi, prestavim na drugi dan tisto.
Pa generalno gledano se držiš. Držim na tega, ja. Dosti lažje je se držati nečesa, če imaš to napisano nekje, ne, pa veš, da moraš iti tisto, kot da si v glavi, nekaj rečeš, jutri bom šel to, jutri bom šel tisto, pa to vse skupaj. Mislim, to je lahko dobro, bom rekel, nek nasvet pa napotek tudi za biznis, ne? Letni plan, mesečni plan, Na isti tedenski način. plan, pa se drži plana. Ja. Ne? Pride kak dan, ko rečeš, se mi ni, pa vseeno greš. Vseeno greš, ja, moraš. Ha? Dežuje zunaj, ne vem. Greš. Moraš iti, ja. Zdaj recimo sem tu dosti spremenil, letos, pa že lani malo, letos pa nasploh. Jaz sem bil letos po zimi, recimo samo 4-krat na trenažerju notri. Prejšnjo leto sem bil po 5-6 ur na trenažerju, pa gledal tam tisti zaslon spredaj, pa vozil, pa se moraš, mislim, v glavi se moraš prepričati, ne, je ven lažje iti, tudi v mraze je ven lažje iti, kot tam notri. Lažje iti v mraz, Lažje, ko ja. pa not. Pa notri, res meni je zdaj to lažje. Na trenažeru ne zdržim več kot pa 1 uro, če se Facebook. Ja, meni je tudi zdaj že muka, ker prek mi je prišlo odkrito povedano. Zdaj pa rajše grem na gravel, kolo grem ven, zato sem tudi zdaj v snegu grem ven, se oblečeš, saj, kako pravijo, ni slabega vremena, so samo slaba oblačila, ne. Tako da oblečeš se, greš ven, lušno je zunaj, glej, je lušno. Ne zebe to v uhe, me ne zebe. Sebe včasih pa to, ja, samo ne vem, tudi odporen, bolj postaneš na vse skupaj pa to in ful dobro letos sem začel, letos lansko sezono sem začel tu tekmovati ciklokros po zimi, ne. To je ena disciplina. Ciklokros, to pa je, rekel, Kaj je to? kombinirana. Tam sem te videl, si je laufal po blatu. Točno tako, mogoče malo zaradi tega, tudi ker sem pri atletiko treniral. To so krogi, recimo, ponavadi je krog dolg 1000 metrov, 1600 metrov, 1500 metrov. V tem krogu imaš potem cik-cak eno drugo, tretje ovire, umetne ovire narejene za preskakovanje, potem imaš recimo gramos, pesek, hrib take, da ne moreš s kolesom iti, ga neseš naravno, ložiš, neseš. To je v Skandinaviji že ful let znano in vsi ti, dosti teh kolesarjev, profi kolesarjev, čez zimo tudi to dirka, ne. Tehniko neko odbiš, malo drugo, tretje. Ja, mislim, moraš paziti, da ne padeš, ne. Točno. Pa ja, prekineš tisto monotonost cestnega kolesa, ne, tu se ti vseeno dogaja. In ja, v Sloveniji obstaja tudi zdaj pokal Slovenije, v ciklokrosu je 6 tekem, državno prvenstvo. Ja, letos sem celo državni prvak postal. Tam imaš dres, imaš tisti državni prvak, sem postal. V ciklokrosu, ja. Nisem vsega, zdaj to ima enih par medalj zraven, tako da tega ni. Ja, to je, ja, ta je za ciklokros državni prvak, ne. Prvi si bil letos? Prvi sem bil letos, ja. Master si. Ja. Kategorije mastersi smo. To si moja. Ja. Koliko je še bilo celo tako, da sem tu na ciklokrosu me spoznal en triatlonec, predsednik Triatlonske zveze Slovenije, pa me je vprašal, če bi še šel tekmovati cross duatlon, ne. To pa je tek po terenu, pa z gorskim kolesom, tako na ciklokros progi. Pa sem rekel, dobro, en teden po tem državnem prvenstvu sem šel tisto, pa sem še cross duatlon zmagal. Evo, čude tak. To pa je bilo v Sloveniji, to pa je bilo stadion Stožice, mislim, hipodrom Stožice, tam je bilo. Tako da sem še tista, nekaj še mi je odtekal, ostalo v nogah tudi, ne, tako da. Je pa ja bilo 3 km teka, 30 minut kolesa, pa 3 km teka, ne. Kdo je boljši zdaj, Pogačar ali ti? Recimo, pa da je dogležnamo ne segnem. Ja, pa ni isto. Ne, to je čist nekaj druga, to veš. To je druga stvar, ne? Se pravi, dajma zdaj Pogačara na kolo, pa mu dajma, da bo 7 dni veno vozil. Ja. Dobro, tu... Pa da ga izzovemo. Ajde. Ali pa Rogliča. To bi se upal z njim, Ja, neko Pohorje ali pa kaj to, pa glej, ga ne držim do prvega ovinka. Ne bi ga, ne. To je drugi svet je to. Da gre ajde, naj Primož, ko veš, da sem jaz imel njega na intervju, ne. Ja, vem, sem gledal. Da Primož, če gledaš ta intervju, ne. Primož je bil zelo vesel, ja. A upaš z Davidom Richteričem iti na eno dirko ultramaratonsko 7 dni, da ne spiš, malo ješ in se imaš fajn, ne. Zdaj, ko boš zaključil kariero, čez kako leto. Pa gremo eno tako, ja. Čuj, lahko pa gremo tudi dvojice z njim, evo, za začetek. Da gremo dvojice voziti, ja, dvojice pa zgledajo tako, da nad progi mora biti vsaj en tekmovalec, lahko pa oba dva skupaj vozita, ne. Samo jaz si mislim, da Primož bi lahko to šel, ker čez 2 leti bo on zaključil, najkasneje. Definitivno, glej, pa če greš dvojice, imaš tudi nekaj spanja, spiš malo več, ne, tako da. Nekaj bo mogel on delati. Ne, Primož bo mogel nekaj delati, itak ni navajen biti doma, ne. Enkrat ga ni zdaj, pa mogel biti doma, kako ti to zgleda, ne. A ja, se pravi, ni to ne. Ni, to je dan pa noč, ne. Mislim, ker če tako gledaš, odkrito ne moreš primerjati tega. Oni 21 dni vozijo, ne. Vse tudi traja, ne, časovno, še več celo, ja. Ampak to, kdo stoji za njimi, kakšna regeneracija, kaj vse ne, to je, ja.
A nisi ti kdaj razmišljal, pa zakaj nisi šel v neko tako cestno kolesarjenje? Veš, kot je, ko sem začel, sem bil že prestari za to. Tako bom rekel, ni mi žal, da sem treniral atletiko, pa da sem doživel to vse skupaj, ne vem, gorske teke, evropska svetovna prvenstva v krosu, v gorskih tekih, v cestnih tekih, maratonih. Ful vredo, bom rekel, dobra izkušnja, pa nekaj sem sigurno tega odnesel. Me pa vedno zanima, kaj bi bilo, če bi namesto atletike takrat začel recimo kolesarstvo. Koliko si bil star, ko si... V 4. razredu sem začel trenirati atletiko. Ja, lofa, da bi te takrat kdo posadil na kolo? Ha? Takrat ni bilo, sploh pri nas tam, ko sem jaz bil v Benediktu, ne vem, takrat je samo odbojka pa atletika je bila, ne, in... Kdaj si posedel na kolo, koliko si je bil? 2009, ne. To si je bil star. Krepko čez 30. Ne. Ja, to je že malo. Ja, 30, ja, ravno. Ja, to je že... Zelo pozno. Če bi vse pred 22, to bi mogel že kot mali pubec. Veš, to nikoli ne boš vedel, ne? Vzdržljiv očitno si, ne? Ja, to sigurno imamo od atletike, ne. Kronometri, recimo, so mi tudi kar vredo šli, to je tista ura resnice, recimo, pa to ne bom rekel, kot tisto res... Daš vse od sebe. Ja, daš vse od sebe. Kaj bi bilo, če bi bilo, ne? Ja, ne veš, ne, to je zelo veliko. To je kaj pa to? To je pa, kaj prišeš 24, slovo ultra, to pa je bilo pri nas, je bilo evropsko prvenstvo v 12-urni pa 24-urni vožnji, ne. To je bilo v Dobrovniku, tu sem evropski podprvak postal po 12 urah, smo z Erikom Rosensteinom, po 12 urah smo šprintala cilj za evropskega prvaka in nažalost me je fotofinišal, me je prehitil. Po 12 urah. Po 12 urah, ja. Šprintaš, ja, na polno in... Vse to ne moš verjeti. To je mogla biti taktika, ne? Ja, ta disciplina, recimo 12 pa 24-urno kolesarstvo pa je drugače, tu pa se štarta skupaj, pa dovoljeno za veterja, tu pa se vozi skupaj. Recimo v 12 urah sem prevozil takrat, mislim, da 460 km, ne. Aha, tam imaš pa uro določeno, pa... Krog je, okoli 20 km krogi so in kroga nabijaš. Tu pa je zdaj že tako, recimo, ker tu pa je grupa, ne, tu pa zdaj grupe ne smeš spustiti, tu pa imaš vse, tu imaš pa, ker je noč tudi mes, imaš luči na kolesu tudi, vse. In ekipa ti pa s ceste daje, ne, tu se ne smeš vstaviti, če se vstaviš, odpadeš, grejo oni naprej, ne konec. Tudi če imaš defekt, si konec zaključil, tu nimaš kaj, ne. Ja. Isto sem postal 12-urni evropski prvak, potem 3 leta po tistem medalje, mislim, da nisem zraven prinesel, mislim, da nisem zraven prinesel, od Nemčija, Italija. Majca je tam evropska prvaka, tisto je. To tudi dobiš isto tako, dobijo v cestnem kolesarstvu, dobiš majco evropskega prvaka. To je... Tako da, ja. To imaš doma na steni lepo? Nimam, zaenkrat, če nimam, ne. Mogo bi dati v okvir, ne? Mogo bi dati, veš kaj, doma imam, gled, vse sem štev, ko smo se selili, sem štev, mislim, da imam 500, takrat sem imel 505 medalj, pa mislim, da 280 pokalov, pa kje pa je vse drugo, še diplome, pa ne vem, tiste take stvari, pa to, glej. Žal mi nisem cele hiše pokratil, ker imam premalo prostora za vse skupaj, da bi nekje to razstavo tako vse skupaj. Veš, kaj mi je želja, glej, imamo lokal z ženo, pa želja mi je, da bi enkrat odprl neki taki lokal, bom rekel, športna varianta, pa da bi vse te stvari lahko nekako tam dal na neko steno, v steno, ne vem. Vse si bil pri meni doma, veš, kaj imam notri spode, ne, glej. Rabo bi neko čistilko, da bi ščistili pokale. Da postanejo te medalje, veš, ono, da vidiš, ker to je, koliko si rekel medalj, 500? 505, mislim, da je nekaj. Dobro, to je od atletike, pa od vsega skupaj, ne. Še vseeno. Pokali zasede največ prostora, veš, to so od tistih do takih vse skupaj. Kaj pa ti pomenijo te medalje pa pokali, zdaj, ko priješ domov, pa se praviš, toliko jih je, malo ti že so na poti, ne, ampak... Meni ful pomeni, mislim, vidiš nekaj, kaj si dosegel, pa ne vem, če si 505 medalj, se ne čujem, kolikrat si bil na neki tekmi, pa nisi vedno medalje dobil, pa kolikrat si na stopničkah stal. Veš kaj, ne vem nikoli pozval moja babica, kaj je rekla, ne vem nikoli pozval te medalje, pa toliko nosil. Vse je v redu, pa prav samo, da bi barem zlate bile. Ne zlato, da bi bil, ne veš. To, da ni zlata, ne. Ni, ta je lesena, ne, ena je lesena, ne, nisem lesena. Tako da je Marles, delal, si za Marles vozil, ne. To je zdirka okoli Italije, čez Italijo, ja, se krositali, ja. Kaj imam potem, ja, čez Nemčijo, vzhod, zahod, sever, jug, to sem tudi v enem letu bil, obe dve, prvi pa drugi, potem, ja, 1100 km od severa do juga, do Garmisch-Partenkirchen, pol pa je 800 km pa je preko od vzhoda do zahoda, ne.
Kako si na biciklu, kaj slišiš družino, ženo pokličeš? Veš kaj, imamo nekako zmenjeno zelo malo, zdaj če imam res neko krizo, pa to se slišim, ja, drugače pa načeloma se ne slišim. Kaj si mislil, ko si rekel krizo? Če imam res nekaj, da me nekaj muči, eno, drugo, tretje, veš, ali pa ful krizo, da že ono, da hočeš, odstopiti ali pa kaj ne, takrat se sliši, žena me pokliče pokličeš? pa to. Ja, ona mene pokliče, tako da ekipa pokliče, ne bom rekel, pa potem, ja, tako da. Ne, drugače pa bom rekel. Gre malo jokati, žena. Ne, z ženo smo zdaj pa, kaj si zdaj rekel, ne? Zdaj bom odstopil, zdaj bom pa ženi malo jokal. Vse je jokica, ne? To je težko mi je. Da me zmotivira. Dej, in kako zdaj ta pogovor izgleda? Nič kaj. Daj, to naj ona pove. No, ampak ne, sebi jaz je povabil, samo sem tebe težko dobil. Recimo, nisi ti, mislim, to je dobra tema, veš, jaz sem se zafrkal malo, ampak, a veš, žena, zakaj žena? Pa ne vem, zakaj ženo, ona je vseeno tista nekako tak. Čeprav rekel, mogoče zelo malo ona spremlja celo dirko, med dirko, rekel. Ona najreči takrat dela, da se ne obremenjuje s tem, samo obremenjujejo. Ja, obremenjujejo pa jo drugi s tem, veš, ne vem. Moja mama jo kliče non-stop, joj, pa kak je zadaviti, pa to, pa si se slišala z njim, kaj pa sem pa tja, mama, rekel je, največ spremlja, verjetno. Ona ne spi, ona spi manj kot jaz, verjetno, med dirko, ne. Ona tudi lahko online spremlja. Ja, tudi, ja, to vedno objavim pred dirko, ekipa objavi tisti link, ja, kam se kliknem, to lahko. V lokalu smo tudi že imeli recimo celi dan televizijo, pa to gor recimo to pikico. Zdaj službe spremljajo. Bomo dali na internet, na Facebook. Ja, mogoče res damo tam. Smart Money League Team, imamo socialne mreže, damo ga, pa ne ljudje malo gledajo. Je ful zanimivo, veš, mislim, to eni, vem, da eni se to srednje oči zbujajo, pa so hodili gledati, recimo sodelavci, pa to ne, pa gleda, kje sem zdaj že, pa zakaj zdaj stojim, ne tu, pa oni gre naprej, ti pa stojiš, pa to veš. Tako bom rekel, eni padejo v to notri, ne, čist. Se pravi, mama skrbi. Mama fulska skrbi, že vedno, ja, najbolj gleda. Joj, pa kaj ti to treba, veš, pa kdaj boš nehal, pa. Ja, gled, mami sinček še vedno, ne, tudi pri teh letih. Ja. Drugače pa ekipa, gled, more biti ful. Začeli smo tako, da so bratranci, kolegi z mano hodili na te dirke. Tisto je bilo bolj, rekel, začetke so res bili take, sploh nisem vedeli, v kaj se podajamo. To je bil bolj za njih mogoče žur, rekel, neka tak dogodivščina, rekel, ne. Zdaj pa imam res dobre ljudi, gled zraven, imam recimo Damjan Rajh je zdaj ko z mano, ne vem, kolikokrat že bil, pa zdaj gre spet z mano, vodja ekipe je. Tudi šolo je zdaj še tudi naredil eno, tudi diplomska zdaj napisal ravno iz teh mojih dirk na ultramaratonsko kolesarstvo temu, je napisal ful dobra diplomska, ko me čakam, da jo preberem, zravno jo dodal, ja, tako da vse, kaj se dogaja z mano, kaj se dogaja z ekipo, ne vem, kaj je treba pred dirko, po dirki, po maj bo ful dobra diplomska. Analizirajo vse to. Tudi jaz sem diplomiral, recimo, jaz sem iz atletike, ne, sem tudi napisal ultramaratonska vzdržljivost, ne, sem diplomsko napisal, tudi za prebrati dirka. Notri je, bolj rekel, kot moja biografija, ne, teh dirk, tudi par dirk sem prav opisal, tisto diplomska naloga. To je še knjigo dati. Me pregovarja tista, ko mi je lektorirala, to zdaj že 12 let nazaj, ko sem diplomiral, me vsako leto mi piše, vsaj enkrat pa me pregovarja, kdaj bom kako knjigo napisal z tega, ne. Absolutno. Ja, glej, mogoče sem sprav zraven, ko bom nehal s tem, ne. Ja, mogo bi to napisati, res mislim. To je nemogoče, da ne napišeš. Zelo dobro bi bilo to napisati, pa jaz bi tudi vključil tu zraven ljudi, ki so bili z mano v spremljalni ekipi, tudi oni imajo svoje mnenje in to bi po moje bila debela bukva, zanimiva za pisati. Slike imaš verjetno. Ja, medalje imaš. Ja. En kup dialoga, sam sabo. Ja, me ljudje, pravim, kar fejst forsira, zato pa... Mislim, da bi lahko dal komu spodbudo, sej. Je še kdo, ampak to me malo se vrnimo k tvoji ženi, ne. Klic veseli. Še vedno. Jaz. Se pravi, pelješ se in se pravi, razmišljal si kdaj, ne, bom odstopil, ne. Ampak preden bom odstopil, bom poklical ženo. In potem ekipi rečeš. Ni bilo tako, da sem vas hotel poklicati, ekipa je poklicala njo, pa potem niste videli. Ker so me videli, ja, in to je tista, rekel, skrajnost, ko res vidijo, da me oni ne morejo prepričati, pa sem pa tja, ja, pa me je prepričala, jaz sem šel dalje, ne. So vmes so res take trenutke, gled pa res težko ti je, pa ko se čist brez energije. Ne gre krijuk skoraj. Prepričevala me, ja, glej, pa mislim, vse, ni celo, ona je celo tako rekla, glej, se David, se sam veš, če res ne možeš, da ide, samo glej, koliko si odrekel se vsem stvarem, pa eno drugo ideje, pa treniral si za to, glej, pa nimaš več tako daleč, to vse bo čez pol ure boljše, ali pa ne vem, jutri je bo dan, pa ona me je prepričala, ne, glej, sem pa zdaj, ko sem odstopil zadnji dirko, pa sem jo poklical, potem že, ko smo že odstopili praktično, sem poklical, sem rekel, glej, Svetlana, enostavno ni šlo več, glej, pa to, ja, pa me potolaži.
In kaj ti reče? Glej, zdaj še bodo dirke, pa glej, na prvem je zdravje, ne pa to. Ja, sem odstopil že tudi zaradi zdravja, da bi tako odstopil, da mi je težko bilo ali pa da se mi ne bi dalo več naprej iti, pa ne, ni bilo tega. Sem odstopil zadnjo dirko, sem zdaj odstopil, recimo v Dolomitih sem odstopil, ne, samo odstopil sem rekel, sem zaradi tega, ker 12 dni je bilo od prejšnje dirke ultramaratonske, mislil sem, da se spočit, pa telo ni bilo spočito, to je prva stvar bila. Druga stvar je bila neznosna vročina, zdaj že na prvi dirki v Alpah, pa zdaj v Dolomitih, prebavne motnje. Glavna stvar za tisto, kar sem odstopil, pa mislim, da smo se prav z ekipo odločili, pa ta dirka, ki me čaka svetovno prvenstvo, 10. avgusta štartam to dirko in enostavno v glavi sem že imel naprej to, če sem zdaj še se en dan zafrkaval s to dirko, bom preveč izčrpan pa utrujen za tisto dirko. Tak, da po kolikih dneh si to skapiral? To je bilo v bistvu že po 12 urah, po 225 km, pa po 7000 višincih, se pravi po enih 6 tistih prelazih. Koliko procentov dirke? Tretjina je bila. Tretjina, ja. Ne, ko sem vedel, ker sem lani že to dirko vozil, sem vedel, koliko še me čaka hribov pa tega, pa glej, če ti povem to, da v Dolomitih je odstopilo, mislim, da v cilj sta prišla samo 2, tak bom rekel, ne. 2 sta prišla samo v cilj, od teh, kar ne štartujem, v Alpah je polovica odstopila tekmovalcev od 48, ne. Tako da, glej, vročina v hribih te ubije, ne. Po ravnem, če se ti pelješ, imaš veter nek in te vseeno hladi. Tu pa daš vse led, za vrat daš vse, glej, v hrib se pelješ, nič te ne hladi, ne. V hribih sploh ni gozda, ni sence, direkt pripeka, letos je nenormalno bilo res to poletje, se mi zdi v hribih, glej, niti v hribih ni bilo hladno in čist nekaj druga je hrib voziti v vročino ko ravnino. Zanimivo je to. Da se pravi, žena je tista, ki te spodbudi, žena je tista, ki te polaže. Pustma ženo, gled, to še ti sam povem zdaj, ko smo pri ekipi bila, ne, z ekipo tudi, veš, dosti krat pride, jaz sem rekel, sem taki nekonflikten, ne. Recimo, jaz se, vem, določeni pravijo, ko so bili s kom že v drugi v ekipi, so vzkipljivi, ne vem, eno napako naredi ekipa, oni znori na kolesu, ne, recimo, pa to jaz nikoli nisem znorel na kolesu, da bi krivil ekipo ali pa kaj, recimo, to ste zdaj narobe naredili, ne vem, pa se tudi že zgodilo, da so me zgubili. Da sem na progi so me zgubili, recimo, ne vem, so narobe zavili, me niso našli, čeprav je to GPS sledenje, ne, gled, ker so bili taki ljudje zraven, ki so spali v ekipe, pa niso delali pač svojega. Ja, mislim, dostikrat se pa tudi, ne vem, ekipa me je dostikrat rekel, nateguje me včasih, mes kaj, ne vem, To zgleda. Mislim, jaz nimam občutka, sploh Kje ste, pa točno tak, ja, pa ne vem, včasih izgubiš občutek za... Ampak v dobrem smislu te v dobrem smislu, točno tak, ja. Kaj recimo, glej, oni te dobiva zadaj, oni te bo skoraj prehtel, da zdaj stisni malo, pa ne vem, si čist blizu onega ide, zdaj pa to ne vse skupaj. Zdaj ga boš zdaj bo... Ne vem, jaz se bo šel spat čez 1 uro, veš, pa ne vem. Pa ne greš, ne. Najbolj pa to, recimo, ne vem, spiš 10 minut, 15 minut, pa jaz se spal za 1 uro, veš, pa tak, ne, se ti ne veš, kaj dolgo se spal, ne. Pa sem uro pa pol spal, pa mi reče, glej, 4 ure se zdaj spal, ne, gremo dalje, pa ja, saj jim verjameš, ne, mislim, zato pa fajn, da imaš tak ljudi, ki jim res zaupaš in veš, da bodo samo dobri delali. Da te bo zihar nategnili, ne. Ja, včasih pride, se skregaš z njimi tudi, ne vem, rekel, pa eni so se celo že tako skregali, da so kolo proč vrgli, pa ali pa... A res? Ja, tudi zaradi ekipe je dosti odstopov, ne. Jaz dosti niti ne vem, kaj se v ekipi dogaja med ljudmi, so povem, da tudi trenja med njimi v ekipi, ne, in jaz tega ne smem vedeti pa videti, ne, ker če jaz to vim, da imajo oni probleme med sabo. Ja, se ruknejo tam, če se to govori. Da en tam prdne noter, veš, da onemu ne paše, en rigne, mislim, veš, ful je stvari taki, v tistem kombiju notri, gledaj, ja, pa moje smrdljive cote so notri zložene, smrdi tam notri v kombiju, ne bom šel z vami. Sušijo jih sprede, veš, dežuje, vse sušijo tam sprede moje stvari, ne, gledaj, ja, pravim, pa tudi z leti izkušen, ne vem, včasih smo te cote imeli kar tak not moje zložene, veš, zmetane, pol pa nisi, daj me zdaj nogavčke, daj me zdaj vetrovko, ni, da so vedeli, kje je kaj, zdaj pa gled lepo bratja naredo, v kombiju sredinsko sedeže ven damo, notri prav damo mizo tako, da je računalnik gor lahko, pa potem predalčnike, vse te plastične posodice s pokrovi, vse predalčniki notri, ne vem, tu so dolge stvari, tu so za dež stvari, tu so rokavčki, tu je kapa, tu so rokavice, vse po predalčkano, ne. In točno veš, tu si vem vzel, tu boš notri dal, umazane stvari so tam. Na teh dolgih dirkah par dni, ko traje, probajo iskati, ne vem, bencinske pumpe, kjer so recimo pralni stroji, pa to, da vmes operejo tudi. Že naprej se pozanimajo vse. Prali so tudi že v rekah, recimo notri v otokih so prali stvari, kopali so se, tuširali, oni več spremljena ekipa, ne vem, predstavljali se nimajo, da se ni to luksuza, ne. Ni to neke romantike, ne. Da bi jaz zdaj šel z vami, tam potem jaz ne morem iti v en motel pa se stuširati malo, pa eno kosilo pojesti, ne bi šel. Zelo težko dobiti ljudi zraven, rekel.
Zdaj, predstavljaj si, da moraš dati 10 dni, 14 dni svojega dopusta v službi, namesto da bi šel s familijo na morje, greš nekam trpeti v avto, pa se kregati z določenimi tam not, pa ne pašeti ono, pa tretje. Ne, mislim, težko je, ne. Zato pravim, ko mi je vojska pomaga, gledaj, jaz sem kar nekaj procentov lažje šel na dirkom, rekel, psihično, fizično, več sem lahko treniral, obremenjal se nisem že med treningom z drugimi stvarmi, vse so oni zrihtali, ne. Tu pa zdaj veš, ko si tak, pa moraš vse sam gledati, moraš tudi potem, da vsaj v minus ne grejo oni, ko so zraven z mano, ne. Koliko ena taka dirka stane, da jo pokrijete? Prvo, že štartnina, recimo, ne. Zdaj vse štartnine je trebalo plačati že do začetka februarja, zaradi tega, ker imajo tak, recimo Avstrija 800 € bila, če si februarja, do konca februarja plačal 800 € štartina. Zdaj je štartina že 1600 € recimo bila na zadnji termine. Vsak mesec povišuje. Vsak dan so bile dražje. Zdaj pa račune Avstrija, 2200 km, 2 kombija imel zraven. Optimalno je bilo, da bi še imel avtodom zraven, recimo. Ne, ravno za take stvari, da lahko enkrat na dan oni nekaj skuhajo. Zdaj bodo pač na gorilniku nekaj skuhali, pogreli. Ne. To zdaj je ven z avta. Ven z avta, tista ekipa, ki je prosta, gre naprej, toliko tam skuhajo, pripravijo. Ne. Zate in za njih. Zame in za njih, ja. Takrat je trebalo 12 ljudi nahraniti. En more kuhati, ja, nabavljati stvari. Ne moreš ti vodo nabavljati, moraš ti hrano nabavljati, sproti moraš zdaj 6 dni zraven voziti nekaj stvari. Ja, strošek, gled, računaj gor, moram priti, štart je čist pri meji, z 2 kombijam 2200 km prevozo, s vsakim na dirke, vse skupaj bo okoli 7000 km, krat gorivo računaj, ne. Zdaj pa kje je še to, recimo, en dan, 2 dni moraš vsaj prej priti gor na štart, da ne boš kombijo pripravljal, pa tega vse skupaj pred dirko, ne. Pa potem tudi ne moreš z dirke, kar domov iti direkt, moraš še tudi en dan prespati zgore. Pa hrana, zdaj pa še vse drugo, ne vem, kolo, gume, plašči, prehrana, športna, ona hrana. Potegni skupaj, ne. Koliko je to? Kaj? 20 000? Kaj? Mi, Avstrija me prije enih 6 do 8 tisoč, zdaj približno, ne. Brez luksuza. Brez luksuza. To pokriješ nekaj sponzorji? Nekaj, ja. Dobro, sponzorski denar sem porabil zdaj za ti 2 dirke, kaj sem bil, tako da... Ne. Moja pa ženina dobra volja. Ja, glej, tako recimo Amerika, ne dirka čez Ameriko, vsa leta že mi je želja, glej, za 40, ko sem bil 40 let, sem imel željo, da bi šel, za mi je želja že kot 50 let star, da grem, ne. Problem je denar, finance, ne, v Ameriko ne bi upal iti, 10 ljudi vsaj rabim v Ameriko, ne, zraven. Kje 10 ljudi letalsko karto kupi, tam tja tudi moraš priti, ker se štarta v puščavo notri, ne, v Arizonu tu. Moraš iti, ne vem, en teden, 14 dni vsaj prej dol, vsaj jaz pa še 2 zraven, da se aklimatiziraš tam, ne vem, da najaš avtodom, živiš v avtodomu ti se čas in treniraš v puščavi. Vsak, ki je šel tja, je rekel, gled, če nisi šel par dni prej dol, pa treniral, tam si že prvi dan popušal, ne, dirko. Koliko je to? Budget, kilometrov 4800, ne, kilometrov. Čez Ameriko, ja, skozi prek. Budget pa 50. Ja, točno tako, gled, 40 minimum, da bi upal se sploh odločiti za to. Ja. Tam rabiš eno spremljalno vozilo, en veliki avtodom. Ja. Ja. To ti je želja? Želja, ja, sem zdaj vedno bolj to postavil samo kresanje, ne. Ja, veš, veliko stvari je z denarjem povezano. Ja, žalost, ja. Gled, da bi tu, pravim, dobro je kazalo en čas v vojski, ne, da ljudi dobim zraven, recimo, da jim ni treba dopust dajati, da so službeno odsotni, to, da bi vsaj recimo ogromno rešili, ne. Mogoče, ne vem, da ti vsaj za neke letalske karte dajo, ali pa dnevnice nekaj, da si s tistim en del pokrijaš, ne, tega. Promocija Slovenske vojske, ful presenečenje, vsi ti, kaj smo bili zraven, gled, koliko smo bili recimo na Poljskem, pa Danska takrat, pa to, veš, ful smo povagali, vojska vseeno, vojska je vojska, me rekel res, in gled, tudi ti moji ljudje so se tako obnašali, gled, pomagali vsakemu, ne vem, reda nekega se navajem to, recimo, če je komu kaj narobe šlo, tako smo pomagali. In parkrat bo takih stvari, so parkrat bili, recimo, tako tega motorista, ko so povozili medicine, si bil zadaj v avto, takoj ven preleto s torbo, to, gled, reševalno, takoj mu prvo pomoč nudo, klicali so potem rešilce vse, ne, gled, in ful organizator nas je ful pohvalil, ne, pa tudi vedno Slovenska vojska so promovirali, rekel, vsi smo bili isto oblečeni v tistih naših pač reprezentančnih z grbom, pa to vse skupaj je promocija neka, ne, samo določeni tisti tega ne vidijo, ne. Ja, verjamem, ja. Vse posod, vse se konča, pa začne in konča pri denarju, ne. Ja. Kaj pa recimo te je to kolesarjenje, bom rekel, kar ekstremno
naučilo za življenje, oziroma kaj bi lahko nekoga naučilo? Ja. Moja mi pravi, kako si lahko ti taki flegmatik, gled, za nič se ne sekiraš, gled, mislim, določene stvari, res, to me je naučilo, se mi zdi res, gled, tam so ti tako težke včasih stvari v kolesarstvu, tako moraš zobe stisniti, potrpeti, gled, pa sam sebe prepričati, gled, da greš naprej pa to in to je to, se mi zdi, gled, mene res, ne vem kak, mene nobena stvar ne spravi, rekel stira, res, gled, da bi se jaz razjezil, gled, mene žena ni videla, mogoče enkrat, da sem se nekaj razjezil, res, gled, res, jaz, mislim, vse jemljem, tako mi rekel, gled, tako je, lahko je bilo še slabše, mislim, res to me naučilo, mi rekel, res, gled, ono... A misliš, da je to trpljenje, ker trpiš, ne, na biciklu, trpiš, ne? Trpiš na kolesu, res trpiš, gled, res trpiš, po določenih dneh trpiš, gled, telo trpi, glava trpi, mentalno trpiš, gled, ja. Jaz se samo nasmejim včasih, gled, pa res, to je to, gled, kaj boš, mislim, res. Preveč nam je lepo, gled, res, samo da smo zdravi, gled, da je zdravje, ostalo vse je, gled, res. Ja, ne vem, pa sem že parkrat rekel, gled, to bom nehal, pa mislim, zaradi tega pa. Kaj bi delal? Ja, bi ne vem, kaj dolg bi delal, čas, ribe bi šel loviti, ne? Ne bi mogel. Ne, gled, vsako leto me potegne dalje, to vse skupaj, ravno to, ne vem, te zastrupite, to čist. Kdaj boš pa nehal? Nikoli? Ne vem, Koliko je najstarejši udeležen iz teh? Se so tudi, recimo Valerijo Zamboni je star po mojem, blizu 70 že po mojem, ja, gled. Pa še kar gre. Ja, še kar gre, ja, voze, ja. Zdaj kategorija nad 50 let, tako da gled par let, če manjka do tega. Jaz mislim, da tako, ko si prek 70, ti tako druga ne prestane, greš na bicikl, Ja, pa pa točno od tako, ja. doma. Doma pa to je, kaj Doma boš, ti tako ne rabijo več, ne. Vsega si se najedel, napil, gremo, ne, na bicikl pa. Večerja te bo čakala doma, verjetno, ne? Ampak imaš ti zdaj tako v glavi, da boš rekel, če zdaj pa ne bom več šel na tekme. Med dirko dostikrat to pomislim, med dirko. Tako sem, ko se pa dirka zaključi, pa tisto vse skupaj mimo, pa ko po dnevu v cilju te že minem, rekel to, da bi razmišljal, da boš nehal, ne. Je nagrada vseeno to tako velika. Je tisto zadovoljstvo, pa ne, pa ko vidiš ono ekipo tvojo, kako so srečni, ko ti v cilj priješ, pa tudi oni, mislim, res, ko so del ekipe, del tebe, ne, pa vidijo, da so pripomogli k uspehu, pa to, jaz vem, brez njih, tako zdaj rekel prej, 50% gled, ne bi nič bilo, ne, in tisti tim se mi zdi, pa to ekipa, veš, to te potegne, veš, pa ko jih pogledaš tisto, veš, v kombiju, pa ko vidiš, ko se vstaviš, recimo, ko en ti že čaka, ne vem, s pijačo, drugi ti že z vetro, ko čaka tam, veš, ko vsi za tebe delajo, pa to mislim, moraš jim ti nekaj vrniti, ne, in to je tisto, rekel, ne vem, glej, res, ta ekipa, to me, pravim, naprej vleče, ne. Jaz, ne vem, če bi mogel, to, kar smo prej brez suporta voziti, čist neka druga stvar, ne vem, kako bi tisto se obneslo pri meni, ne. Rabiš toliko ekipa? Rabim ekipo, se mi zdi tisto neko, ja, ne vem, da se počutim del neke celote, ne, potem pa to. Zelo zanimivo je bilo, recimo, do zdaj sem imel eno predavanje, samo ravno po lanskih te ultradolomitiki, ne, ko smo z Dolomitov prišli, sta bila dva z mano, vodja ekipe, pa še en drugi, ne, sta bila z mano. In meni je bilo zanimivo ni dva poslušati tam na predavanju, tudi neko sta oni dva govorila določene stvari. In to, ne vem, če imeli piknik, kak je pa to živo, gled, mislim, res imajo stvari za povedati, ful, veš, kaj se to dogaja, gled, pa tudi o meni dosti stvari poznajo, tudi povedati, kaj ko se jih jaz mogoče spomnim, kaj se meni dogajalo, ne. Ti nisi kdaj razmišljal, da bi mogoče predaval v firmah, ker Petra Majdič kar veliko predava v firmah. Tudi pravim, ti ekstremni kolesarji dosti to predavajo, ne, te stvari take, ne, pa to, gled, nisem razmišljal. To se da vse, način razmišljanja se da vse prenesti v firme, v biznise. Mogoče pa je kaj takega. Mogoče pa, da je, gled, ja. Sram te ni govoriti, ne? Pa ja, govorim nekaj, tako se ideja. Ja, evo, super, no, jaz sem vesel, da so se najine poti, bom rekel, prekrižale. Enako jaz tudi, gled, tako da ja, nekaj kolesarjev smo pridobila, ne, nekaj na najno stran, gled, ja, tako da ja. Zdaj, Smartman je Riki tim, ne? Drese še zdaj dobimo. Drese zdaj dobimo. Kdaj si rekel, da greš ti zdaj na dirko? 10. avgusta, zdaj že imam, ja, štartam 10. avgusta že, tako da ja. Aha, okej, dobro. Koliko imamo zdaj članov Smartman je Riki tim? 10, mislim, da 48 nekaj, tako da ja. Nič, moramo iti do konca leta na 100, ne? Ja. Zdaj smo že dvakrat bili na Pagu, pa tako. Bušno bilo je. Super je, no. Ja, kaj naj rečem, ne? Ja, še je dosti stvari, ja, gleda. Ne, naprej, ne?
Za vsako dirko bi te lahko posebej se tu zdaj Vse to sem te pogovarjala. hotel reči, ne? da. Če bi mi Pokažeš zdaj medaljo to ali pa ono in na tisto. kaj, to sem te hotel prej, hvala, ker si me spomnil. Pokažem na medaljo, ti pa mi povej spomin največji. Zdaj si recimo res je cross Italy, kjer leto je to. Ne? Tu sem bil 4-krat sem bil na te dirke. Ja. Tu sem tretji bil, celo. En spomin. Ja. Kaj imaš v glavi? Tu sem tretji bil, to je bilo Evropsko prvenstvo, sem bil tretji. Tu, veš, kak ti rečem, recimo, če štartam 3x-4x Italijo, drugič, ko peljem Italijo, jaz Zmešaš. skoraj progo, jaz že drugič, skoraj na pamet vem se peljati, zdaj pa tu pa moram zavedeti, se ful stvari spomnim, kje sem kaj zavil, pa to ne, vse skupaj. Dobro, tiste noči mi manjkajo, malo ko je noč, recimo pa to. Drugače pa dosti krat zamešam, rekel tako, ne vem, kjero leto je bilo to, kaj se je dogajalo, kjero leto, pa tudi to recimo, kjera ekipa je bila kjero leto z mano, zdaj, če so različni ljudje zraven, čakaj, kdaj si bil že ti z mano, tu veš pa to, tako se pogovarjamo z njimi, ne. Mogo pisati zaradi knjige, veš. Zaradi knjige, mogoče, Vse dnevnike si vodim, recimo, pa trening si vodim dnevnik, pa to in tam imam notri vse, kdaj sem bil, kje na kjeri dirke. Okay. To pa mogoče malo te stvari pomešam, To sem recimo parkrat že bil tako. Tu se ne bi spomnil kakega dogodka ali pa kaj ti je ostalo najbolj? Recimo tu ste se, lahko ti povem, ta recimo vzhod-zahod, dobro, tu so bili 3 bratranci z mano pa brat, tu je bilo vse tekoče v redu, tu čez Nemčijo dirka sever-jug, tu pa glej. Tu sem pa, z te dirke sem prišel, pa smo šli na Tenerife na dopust in sem en teden še bil do dirke, vmes je bilo ful malo in sem za Tenerifo klical okoli ljudi na Facebook, pisal vsem prijateljem, pa zdaj imam, bom rekel, enih 60-50 ljudi je bilo z mano sigurno različnih na dirkah, spremljalni ekipi, toliko se mi menjavajo ljudje. In sem vsem pisal, klicaril, gled vse, kaj sem lahko, nisem imel spremljalne ekipe, samo enega sem imel 100%, ki je bil prvi, če šel z mano na to dirko zraven, veš. 1100 km dolga dirka. Pol pa mi je en kolega še zrihtal enega Dalmatinca, 65 let starega, ko ni vedel, kaj je kolo, ko je to, sploh ni vedel, kam gre, pač niti avta ni vozil nič, ne vem, zakaj je bil zraven. Pol pa še enega sem imel drugega tudi zraven, tudi nekaj si nisem mogel pomagati z njim, tako da smo zadnjih 200 km, ti so me ravno zgubili takratne dirke, zadnjih 200 km smo s tem, ko je prvič bil, vsi so bili prvič, tako je bil siguren, že zraven, ta gre zdaj, je tudi z mano bil zdaj zraven. Sma si vozila vzporedno skoraj skozi, da sem jaz njega budil, pa on mene budil, tudi proti Garmisch-Partenkirchenu, ko smo šli, smo potem že prav počul, pa mi smo že bila 5-krat v tej vasici noter, vsaka vas je bila isto, se mi zdi, veš, tak si se čez gozd pripelo, v hrib na desni strani je bila avtobusna postaja, pol je bilo krožišče, trgec na levi strani, pa smo spet se dol spustili, pa spet smo prišla v gozd, pa spet avtobusna postaja, se neko čujem, jaz smo zdaj že 5, mi se to v krog vozimo, zdaj že, nismo se vozili, samo jaz sem haluciniral, pa on je haluciniral, že glej vse skupaj, tako da, glej, res. Pa take, veš, stvari, recimo tudi v Avstriji, vem, da eno leto je bilo, mislim, da 100 km še do konca, pa sem kar šprinte začel delati, sem mislil, da sem na treningu in sem šprinte delal, glej, tako da so me mogli bremzati, kaj za z mano, veš, prav šprinte one delo, glej. Ja, pa potem divje živali, divjo svinjo sem na Poljskem skoraj povozil, glej, delovne ceste je bilo točno, vem, noč je bila delovne ceste, semafor zelena, se peljem začeti in je tako po nasipu gor priletela, zabremzala z onimi, veš, kremplji, tako da jo je vrglo naprej, potem glej, veš, kak je bil merjasec pravi, pa ne vem, košute, jeleni veliki, to na Poljskem res, tako velika Poljska pa divjina, še en del, glej, to doživiš ogromno, od voznikov revščine, ne vem, to tako bi rekel, to je vožnja preživetja. Na nek način. Na nek način, ja. Kaj piješ? Samo vodo imaš? Ne, vode tudi kar nekaj spijem. Veš, kaj spijem, pa hvala Bogu, gled mi je Radenska sponzor, na Radensko sem nor, jaz doma tudi spijem liter, pa pol do 3 litre, sigurno Radenske, pol pa zdaj te z okusi, kaj so Radenske, ful vredo mi, mehurčki mi zelo pašejo, drugače pa od For Endurance imam zdaj ful različnih napitkov, ne moreš piti zdaj, da bom rekel, zdaj pa skozi pomaranča, ali pa ne vem, imam vsaj vedno 6 do 7 različnih okusov, pa različnih napitkov, ne za samo elektrolite, ne za samo izotonike, da je res vse pokrito, in važno, da se okusi različne, da ne enkrat dobim bezek, drugič dobim jagodo. Kaj še imaš potem pa te ploščice, zdaj tudi so ful dobre, že ful različne, zdaj tudi, bom rekel, geli niso tako včasih bili oni sladki, ko se ti je kar zaleplo vse skupaj, lahko normalno spoješ dol vse skupaj. Pa
problem je ta, da po 3 dneh imaš v ustih, kljub temu, da si zobe na kolesu vmes umivaš, pa to si moraš umivati, ker ta sladkor pa te stvari, imaš tako smate zobe, pa tudi jezik se ti kar začne lupiti, notri vse skupaj, veš, to toliko poješ vsega teh stvari nekaj, da ne moreš pa samo na trdi hrani voziti, ne. Zdaj ena zelo dobra stvar je, ki sem jo pogruntal par let nazaj, je recimo Ensure pa Prosure, ne vem, če slučajno kdo to pozna, to je 2 deci napitek, ima 500 kalorij skoraj, pa vse druge stvari notri, v lekarni se kupi, je pa drugače rakavi bolniki pa ti uporabljajo to, recimo, ko ne more več jesti, ne, pa te stvari. Je ful dobra stvar taka, da ti nasiti te, ima vse stvari notri, energijo, kalorije, vse, ne. Je taka stvar, ki vmes potem ne vem, na 6 ur to spiješ. Super je, če lahko ješ. Najlepše je to, kot ti, ne vem, tam po 2-3 dneh zadiši nekaj, jaz pa bi zdaj pico, jaz bi hamburger, ne vem. Kaj mi zadiši, kaj ne vem, v Nemčiji mi je zadišala pica sredi ničesa, glej, tako da eno avto smo, nismo mogli pice iskati in smo, ne vem, 6 ur pico iskali po tistih vaseh, tam pa nikjer pice ni bilo, ne. Pol pa so mi eno pico z morskim sadežem, 2 so naročili, ja. A si pojedel, 2? Pojedel, glej, še potem, ko smo se pogovarjali, z njim smo jedla, ne, tako da. Ja, glej. Pa niti pretežko, pol, da bi lahko... Ni, veš kaj, toliko je potem že rekel pri teh 110 obratih, mislim 110 utripih srca, glej, najboljše, ko dobiš apetit, pa ko ti nekaj zadiši, glej, jaz pa bi zdaj to jedel, to je užitek, hamburger, pomfrit, vse, glej, to samo... A ni zanimivo, da ko se ti zalušta pri takih naporih, da se ti take stvari luštajo, ne? Ja, glej, sama svinjarija, ona, veš, taka, res je, glej, sam res prav rabiš, to veš časih tisto, ja. Ja, rabiš, ja. Ker ima vse, ima hidrate, ima maščobe, vse sol ima, vse ima. Ker tu recimo na veliko potrebo, jaz na taki dirki, To je zelo malo. Kaj ne gre, kaj? Na taki sploh ne vem, to, kaj traja 2 dni, recimo, to sploh ne grem, ne. Na oni pa, dobro, zdaj da imam kakšne prebavne motne, ja, ne, potem ja, pač veš tisto, sem tudi že imel, ja, pa tudi mi, ne. Pa se podelal v dres? Ja, ne, to še nisem se podelal, še se res nisem dresal. Včasih, prdne, že bolj tekoče, ne bom rekel. Ja, tako gled, lulanje, ne, se obvezno stavim, ko grem lulat, ker eni celo s kolesa, to samo veš, če snemamo, če ga ne otreseš, dobro veš, ta sol pa to vse skupaj, gled, ti pride na dres in potem ti kristalčki, eno drugo tretje, te začne ribati, ne, gled. Vedno se stavim, res, rajši 3-krat več otreseš, ne. Čeprav pravi, ne vem, da je to že... Ja, kaj druga. Ne, vedno tako, glej, čist z prakse. Jaz se vstavim, ne grem s kolesa dol, kar kolo, tako veš, s kolesa, kar mislim, stavim se, samo tako se nagnem, odpočem, pol pa že takoj prije zraven, zakaj spremljena ekipa, rokavice, gor rokavico mi da, zraven vazelin, kremo za kravja vime mazati, z roko not potegnem spode, namažem, to je na vsakem postanku, ko grem lulat, ne. Če ne bi mazal spode pod vozja, glej, boljše, da ne bi vem, kaj je bilo to na prvi dirki okoli Avstrije, čist neizkušena, 2200 km, moja druga dirka, ne. Druga. Glej, to, dobro sem imel sestrično zraven, ki je medicinka, glej, to, ko se mi tu začelo odpirati spode, to je začela gor lepeti. Kaj misliš, mednožje ali zadnjica? Mednožje, od sedeža, mednožja. Tu? Mislim, ja, tu, vmes notri tako ravno, ne. Glej, to gor lepiti, tu veš, da nič ne moreš prav gor, ker vse gre dol, to tisto umetno kožo nekaj gor lepila ne gre. Pol pa smo začeli lepiti gor ta silver tape, pa te stvari, ko si plezalci prste lepijo, ne. Smo gor lepili, pol pa ti veš, se koža vmes ti ven pogleda, to ono pregure, glej, take muke sem tam trpel z tem, da sedež ni bil pravi, glej, aerobaru nisem imel na kolesu, jaz si 2 meseca nisem mogel čevljev vezati, ker so mi vse živci na roki, glej, se vneli, čist, ja, prva dirka je bila za mene. Zakaj je živci vneli? Od tega držanja? Od tega držanja, ne. Avstrijo sem takrat 6 dni vozil, ne, prvič, glej, in od tega držanja skozi tu gor, veš, 6 dni na kolesu, vse tu se mi vnelo, glej. Še zdaj ni čist vredo, po tolikih letih, ne, še posledice vedno tu ne čutim tega prsta prav, pa to, ja. Samo od ene dirke, glej. Zato je fajn imeti aerobarje, da razbremeniš telo, malo drugačna pozicija je, ne. Ja, glej, pol pa z leti pride izkušenj. Zdaj imam sedeže, recimo Infinity sedeže uporabljam, ko so v obliki srčka takega, grdi sedež zelo, ampak... Ja, sem se sedel na njega, kot da bi v hotelu sedel in glej, fotelju sedel. Je razlika, veš, glej, nobenih problemov, zdaj res, glej, je čist nekaj. Ja, to sem probal, sem ga dal celo na kolo, samo malo sem imel preširokega, pa me je ribalo. Bi mogel po meri narediti. Je pa res hrbtenica počiva. Če je ta Ram, recimo, ko je bil pokojni Robič, ne? Kolikokrat je on šel?
On mislim, da je 5-krat zmagal, mislim, da je 7-krat je bil, 2-krat vstop, 5-krat pa zmagal. To je v Ameriki On je bil carov. car, Ja. Je še samo Strasser, recimo Avstrijec, boljši od njega, on je 6-krat zmagal. Ne? je? In pač, ker je 6-krat zmagal večkrat, kot on je zdaj, se ne ukvarja več s tem, zdaj se pa samo dirka te stvari brez suporta. Ne? To me je zdaj izziv kao njemu. Samo ravno zdaj odstopil po drugem dnevu, to dirko je odstopil, 2-krat je zmagal že, ker se mu je grlo nekaj mnelo, pa kašla, da čuva to vse skupaj. Ima pa rekord, eno zanimivost, recimo rekord 24-urna vožnja rekord. Brez vsega vozo je Strasser, Avstrijec ima. Vozo je v Švici na enem letališču krog, 7 ali 17 km dolg je bil, 1024 km sem bil. Je naredil 24 urah, ja. Vse to so tudi pri nas, Baloh je vozil dol. Ja, Baloh je tudi vozil, pa ta Stanko Verstovšek, on je tudi, to pa zdaj spet druga. To je Ram je najbolj ekstremna stvar, kar ja, je pravi, da najtežja dirka, ja, ta ultramaraton se zdi. Prvi celo, da je najtežji izziv to na svetu, taki športni neki. Ja, zaradi vsega, ne zaradi same dolžine, pa vročine te, pa čeprav zdaj tudi grejo ful ekstreme, recimo. Zdaj je bila ta dirka tudi, čakaj, kako je že z Nordcapa, zgoraj čistka Nordcap, pa dol do Gibraltarja, ne. Je 7000 km. Samo je ta brez suporta čista potovanja varianta, ne. Pravim, to eno je zdaj to iti s kolesom, pa vsak dan nekaj spat, pa tak, ali pa dirkat, ne. Ful je razlika, veš. Ker tam ti namanjka spanja, ne. Tu pa ti spanja manjka. Veš, kaj je to? Že eno noč je ne vredo, spim, ni okej, ne. Da pa greš spat za 4 ure, si pa že v osnovi izgubil. Ja, nič zame je bila zmaga prvič, ko sem šel na dirko na Pag, ne. Kaj že, takrat me še nisi ti šlepal. Ne, zdaj drugič, ne. Takrat sem sam vozil in celo spredi vleko. Ker smo bili, ajmo reči, enakovredni v grupi, pa se veš, pa moraš iti naprej, ne. Tako da sem trpel. Takrat trpel, ja. Za mene je bilo to, ker sem začel šele pred kratkim kolesariti, mi je bilo 80 km dirke, pa se nem zdržal, ne. Ker dejansko nikoli nisem skupaj še pred tem prevozil 80, ne. Ker ti verjetno tudi ne greš 3601. Točno tako, ja. Ne, tako jak maratonc ne gre. 42 km za trening ne lofati. In kje je zdaj, če še to preden zaključimo, kje je zdaj ti veš, da si sposoben to zdržati, če nisi nikoli, a pa zdaj že veš, ne? Ampak prvič, ko si šel, kako si vedel, da boš prišel do konca? Se nisem vedel, da sem sposoben, ne moreš vedeti. A je do neke razdalje pol to v glavi? Še naprej, ne, kako pravijo maratonci, ne, če si prelaufen toliko pa toliko, je od tu naprej še samo glava. Je ogromna glava, pa veš, kaj se mi zdi, potem ti tam po drugem dnevu, dobro, prvi dan je res tako rekel, vse tisto, nekaj novo, to eno, drugo, tretje, tam tretji dan pa ti to postane rutina, vse skupaj nekako, točno veš, zdaj bo prišla noč, po noči prije dan, tam boš se po 8 ur se ti oni menjajo, potem boš jedel zvečer, recimo, in zdaj, če pomislim na to Poljsko, kaj sem 2-krat štartil, 7 dni, ne, mislim, kdaj je teh 7 dni minilo, ne, veš, tak, mislim, sploh, da je 7 noči sem kolesaril, se mi zdi, to je tak minilo, kot keks, ko se zdaj nazaj spomnim, ne. Prva 2 dneva, ja, trpiš, tak mogoče, ne, ker veš, koliko še te čaka, ne, pol pa ti to tak postane, pač vsaki dan isto delaš, ne. Kaj bi mogel iti vrtljaj za vrtljajem, ne? Nič naprej študirati, koliko dni še, ne? Ja, ne smeš razmišljati nekaj naprej, pa to ne vem, pa kako mi bo zdaj tam težko po 5 dame, pa ne vem, kam delo, pa to, pa tam bomo žuljen, pa ne vem. Vse tako ljudje v življenju delamo, veš? Ja. Tak si stres delamo, ker naprej predvidevamo, kaj se bo vse zgodilo, pa kako bo pa. Tisto, kaj se ne bi smelo zgoditi, predvideš, da se zgodi. Super, nič. Ja, nič, bomo povabila v naše kolesarsko športno društvo, ne, športno društvo imamo. Športno društvo, tako da ni samo kolesarje. Pa niso vsi ekstremisti. Ja, niso, od teh, kaj smo rekla, 50 je samo 13 tekmovalcev za licenco, ki tekmujejo, res te dirke, ostalo pa smo samo veš taki ljudje, ki se dobimo na koleso, gremo na pijačo, prej na kavo, potem na pijačo, pa uživamo na kolesu, se imamo fajn. Ja, vabljene, ne. Ok, najlepša hvala ti, želim ti veliko sreče. Ja, ko sem Zdaj verjetno, ko bo ljudje gledali, bo že to tako, si ti že nazaj, ne? Upam, da bo že dokončal, da pripelješ novo medaljo, pa
Ne boš žene klical. Ne. 4 dni brez žene. Mogoče bo se kdo najdel v tem, da rekel, juči, pa sem jaz lahko 7 dni brez žene. Si je tako planirala, da obdelala te 4 Ja, dni. ja. Tako da, ja, najlepša hvala, pa se vidimo na kolesa. Vsekakor.